Samo v prejšnjem letu smo v Sloveniji čutili 180 potresov. Od tega jih je bilo 161 lokalnih in 23 oddaljenih. Predtem so bili močnejši potresi v letih 2004 in 1998 v Zgornjem Posočju, Ljubljano pa je potres usodno prizadel leta 1895. Slovenija po klasifikaciji nove verzije evropskega standarda za potresno odporno projektiranje leži v kar veliki meri na območjih z visoko potresno nevarnostjo. Na samo potresno ogroženost, poleg potresne nevarnosti, močno vpliva tudi potresna odpornost samih stavb. In danes se pri potresnem projektiranju, potresno odpornem projektiranju tega zavedamo. Pravilniki vpeljujejo določena določila za povečanje potresne varnosti stavb, tako da se to upošteva. Je pa problem pri starejših stavbah. Torej, pred letom 1964 so pravilniki bili na tem področju precej pomanjkljivi, zato opažamo, da pri teh starejših stavbah je stanje bistveno slabše. Če gledamo grajeno okolje v Sloveniji kot celoto, bi rekel, da je potresno tveganje mnogo previsoko. Tukaj ocenjujemo, da bi na dolgi rok morali potresno utrditi nekje do 100.000 stavb oziroma delov stavb, kar je zelo velika številka, sploh za majhno državo, kakršna je Slovenija. Definitivno priporočam, da se ljudje odločijo za utrditev, če je njihova stavba potresno nevarna. Te stavbe je zelo težko sanirati. Tukaj so bile narejene nekakšne študije, ne pod vodstvom naše fakultete, ki so predlagale nekatere rešitve. Vse take študije so seveda dobrodošle, ampak zdaj do realizacije ni prišlo. Tukaj gre za take drastične posege, naprimer do kakšne dozidave močnih nosilnih sten. Moramo vedeti, da tukaj ni samo problem tehnične narave. Tukaj je tudi vprašanje, kam bomo mi ljudi dali v času potresne utrditve. Torej, tukaj noter ima domove ogromno ljudi. Za opravljanje različnih nalog zaščite, reševanja in pomoči so organizirane naslednje enote ter službe civilne zaščite. Enote za prvo pomoč, tehnične reševalne enote, kinologi s psi reševalci, enote za uporabo zaklonišč, služba za proženje snežnih plazov, prav tako enote za radiološko, kemijsko in biološko zaščito. Slovenska civilna zaščita se je ob zadnjem potresu na Hrvaškem takoj povezala s hrvaško vlado in poslala pomoč, za katero so zaprosili. Že takoj po potresu dali v pripravljenost našo enoto za hitre intervencije, ki vsebuje tudi kinologe, gasilce, reševalce in podobne, gorske reševalce, ampak nismo jih aktivirali potem, ker ni bilo tega zaprosila. Tako smo mi že prvi dan napotili 4 kontejnerje na Hrvaško, drugi dan smo pa poslali še, mislim, da 10 teh velikih šotorov ogrevanih s kompletno opremo, spalne vreče, postelje in podobno. No, zdaj smo pa poslali pred par dnevi, v ponedeljek, smo pa poslali še 4 bivalne enote, bivalne hiške. Zadnji potres na Hrvaškem z magnitudo 6,4 smo čutili tudi v Sloveniji. Zato je pomembno vedeti, kako ravnamo, ko se začnejo tresti tla. Vsi napotki za ravnanje pred, po in med potresom so na spletni strani RS Uprave za zaščito in reševanje sos112.si in na gov.si. Osnovni napotki so, da ne zapuščamo objektov. To je prvi napotek, ker ko zapuščamo objekt, nam lahko prej pade kaj na glavo ali pa nas poškoduje, kot če bi v objektu ostali. Seveda je to lepo govoriti, ampak težko storiti, ker takrat pride do človeške reakcije in seveda ta človeška reakcija je bežanje. Ampak ne glede na to, obstajajo napotki, jaz bom zelo kratko razložil, predvsem gre to za manjše objekte, stanovanjske hiše, nikakor pa seveda ne za stolpnice, ali pa nekateri od napotkov veljajo tudi za stolpnico. To je recimo ne blizu steklenih površin. To se lahko umaknemo, naj bo stolpnica ali pa naj bo domača hiša.
potem recimo se skrijemo pod masivno mizo. To je predvsem iz naslova, da nam omara ali kakšen drugi predmet napada na glavo ali pa kaj drugega in nas poškoduje. Tretji napotek je recimo, da se umaknemo pod boje vrat, ponavadi so to ojačane stvari, ali pa k nosilni steni. Za vse te stvari seveda se moramo kot družina že prej pripraviti, se poučiti, kje so te stvari, kaj so te stvari, ker takrat, kot vi sami veste, potres 10, 15, 20 sekund je že veliko in v tem času nimamo časa razmišljati, kam se bomo maknili, ampak moramo tu že imeti v krvi. Seveda objekt potem po potresu zapustimo, če vidimo, da je vidno poškodovan. Če ni vidno poškodovan, potem niti ni nobene nuje, da bi ga zapuščali, ampak pametno in seveda potrebno je morda, da gremo ven, pa da počakamo in da potem vidimo, kaj je tudi od zunanje strani. Tako da to so tisti kratka navodila, ki, če se le da, se jih pridržujemo. Bodimo torej pripravljeni. Vsi družinski člani naj vedo, kako pravilno ukrepati, katere stene in vrata so nosilne. In če bomo morali dom zapustiti, da bomo to naredili zbrano in previdno.